Ti bi lahko manj kuhala, pa je še skušam. Jaz sem za. The best. Ful so dobri. Bravo. Evo ga, tole sem ti prinesla. Hvala ti. Zdaj imam pa eno nalogo zate. Tole so brownie in ti moraš ugotoviti, kaj sem dala noter. Skrivna sestavina. O ne no, a si kaj takega groznega zapakirala? Ne, ni to grozen. Ok, te da probam. Zgledajo ful dobro. No, upam, da bo tudi okus tak. Kaj rečeš? Avokado? Ne. Rožič? Ne. Banane? Blizu, fižol. Tudi banane so noter, ampak poleg tega je pa še fižol noter. Kaj, navaden rjav fižol? Jep, tako je. O, bravo. Namesto moke. Namesto moke, brezglutenski brownie. Ok, v redu. Živjo, jaz sem Asja in danes bom za vas kuhala brownie s fižolom. Ja, prav ste slišali, s fižolom. Noro dobro mi je kuhati, še posebej zdravo, zaradi ker se pol dobro počutim v svoji koži. Zato tudi recimo nezdrave recepte rada spreminjam v bolj zdrave različice. Fak, no. Ponavadi sem zelo raztresena in redko kdaj delam po receptu in naprimer tudi tale je tak, da vam sploh ni treba skrbeti, če boste mogoče kakšno sestavino malo drugače dali noter po svojem okusu, naprimer. No, tole bo pa res zanimiv recept, Asja. Vidim, da najprej narežemo datlje, te tudi malce namočimo, če so preveč suhi. Potem pride čas, da čokolado stopimo nad vodno kopeljo. Nad vodno kopeljo pa zato, da ni kruric, pa da se čokolada ne prismodi. Nekaj čokolade, se pravi polovico, sklepam, smo jo prihranili pa zato, da jo narežemo v koščke. Te koščki bojo kasneje šli noter v brownie. Vse sestavine bomo dali zdaj v multipraktik. Datlje, stopljeno kokosovo olje, kakao v prahu, potem seveda še naše zrele banane, čim bolj so zrele, tem bolj okusni bojo brownie. Eno jajce, več ne bo potrebno, in pa stopljeno čokolado. Zdaj pa vse skupaj dobro premešamo do gladkega. V nameščen pekač prestavimo maso za brownie, jo malce pogladimo in na koncu dodamo še našo narezano čokolado. Pečico smo segreli na 180 stopinj Celzija in fižolovi brownie se bojo pekli nekje 20 minut. Božansko zgleda. Fižol? Kako si vedel? Kako si mi povedala? Materej.